Mi smo Pustarji Hrvatske Ravne Bate, krajevna skupnost. Hodimo po zaselkih v naše krajevne skupnosti. Jaz sem klobasonar, pobiramo jajca, klobase, kar nas postrežijo hiše, pijemo nekaj. Pred nami nastopajo lauferji, da oznanijo prihod pusta, da razveselijo ljudi, da se domačini pripravijo na prihod pusta. Mi stopimo v hiše, poberemo svoje darove, ki so jih naštimali, in se odpravimo v drugo hišo in rečemo hvala za vse, kar so nam pripravili, in se vidimo, če ne prej, pa naslednje leto. Jaz sem pa njegov prvi pomočnik, klobasonar, ja bi rekel, klobasonar 2. In pač mu pomagam njemu pobrati te darove, ki jih naštimajo žene oziroma moški po hišah. In se lepo zahvaljamo, z nami ponavadi prijejo še 2-3 pari zaplešajo na muziko, ki je prisotna. Ohoj! Prišli smo! Prišli ste, izvolite. Hvala lepa. Ne miške, Pust je prišel, gospa je postregla. Damo tako jajce bote. Če ne bo frtalja, zdaj popravimo. Da, dobro je. Hvala lepa. Dobro je. Živijo, jaz sem Mitja Škrl, predstavnik društva TD Kuk, Ravne Bate. Nosim masko, oblečen sem v masko, ki se imenuje Pustar. To je nek skupek mask iz okoliških vasi, Ravne Bate. Sama obleka je zašita iz trakcev. Kravje zvonci odganjajo zimo, prinašajo pomlad. S kleščami lovimo dekleta, otroke. Naš simbol, na katerega smo pa najbolj ponosni, je klobuk, kateri je sestavljen iz 4 krakov, na katerem so rože iz papirja oziroma blaga in trakci. Na vrhu je pa en majhen zvonček, ki cinglja. Meni osebno pomeni to zelo dosti, ker vem, da so to bliže moj oče, nono, mogoče tudi pranono, ne vem. In to prenašam tudi na mojega otroka in tako gre naprej. Upajmo, da bo to še dolgo, dolgo živelo tle pri nas in v širši okolici. Meni je ime Nate in sem star 8 let in pol. Biti pustar mi je zelo všeč. Imamo klešče, zvonce, klobuk, s trakci, prekrit s trakci in rožicami. S kleščami ščipamo v bistvu za noge, predvsem take ženske bolj in
Ja, zelo zabavno je pač. Pri nas imamo tudi srečolov, pač prodajamo srečka, dobimo sponzorja in s tem si pomaga pust, da lažje naredimo šotor, muzika in vse te stroški, kar nam zahteva za pač narediti vse ta povorka. In glavna nagrada zdaj, letos je odojk, pršut, vsaka srečka dobi, nobena prazna in to je to. Evo. Kako je pust danes, kako je bil enkrat? Enkrat je bilo vse drugače. In kako je bilo? Bolj luštno kot danes. Zakaj? Zato, enkrat smo bili lačni. Smo čakali večerjo, da skuhamo, da pojemo, da postrežemo, da dobimo kaj na tont. Ja, tako. A pa če se jeli, smo dobili pod krožnikom, vsak je pustil. Kar je imel, no? Kar je upal. Kaj denarje. 60 let od nazaj, kar vam zdaj spravim to. Ma, hec je bil, lepo je bilo, lepo. Danes je vse bil fino, kako bi rekla, neko po starem. Za nas in našo družino pomeni pust način druženja s prijatelji, sosedi, vaščani in to je to. Za mene osebno pa za dušo, da se sprostim in tisti dan si vzamem čas za sebe. To je to. Ja, mislim, da pri nas je še kar ostala ta tradicija. Ne? Vsako leto se naredi, se zvečer zberi tudi, ne pride muzika in vse to, tako da je kar prijetno. No?